bi se ukvarjali z lastnino. Ne? Zato, ker pravi, ne morem si zamisliti življenja, kjer je človek omejen na neko materijo, na materializem. Torej, gre za Tomaža Mora, ki si ne more zamišljati človeka, ki bi živel brez Boga. In zato tudi, kar mu potem pripisujejo drugi po svojih željah, mu ne gre vedno pripisati. Ne? Zato, ker Tomaž Mor verjame samo to, človek ne more živeti brez Boga. To je njegovo osnovno prepričanje. Gospod Tone Rode še kaj dodal, glede na to, da ima sina Tomaža Mora, gospod direktor založbe. Želel sem tudi večer, ki ga doživljamo, tako pomembno veliko. Stoletja so šla mimo, je pa neverjetno aktualno za današnji čas, bože še bolj kot pa pred 10, 20, 30 leti. Človek ponavlja napake, človek se vrača v tem svojem nekako nagnjenosti grehu in slabosti, vedno tudi v družbenem pomenu na stare tirnice. In Tomaž Mor tukaj jasno kaže, da je samo ena resnična pot naprej. Zato smo kot založba zelo veseli, ponosni, hvaležni na tako aktualno knjigo, vsem avtorci, ki nas je jasno počastila svojo prisotnostjo, pa vse ekipi, ki je tukaj pomagala knjigo ustvariti, predvsem pa dr. Ljubljani, brez katere te knjige ne bi smeli. Tako da res hvala vsem, ki ste sodelovali tukaj na tej okrogli mizi. Vsaka misel, ki je dodala nekaj ključnega, nekaj posvetlila področje, ki ga je nekdo prepuščal v prejšnjem sogovorniku, tako da smo, mislim, bomo po nekaj časa zelo obogateni iz tega večera in res hvala vsem. Hvala. Jaz bi pa samo še avtorici pustila, da pove dve povedi, kratki povedi v slovenskem jeziku. Je zelo nadarjena za jezike, boste slišali sami. Hvala Liljana. Hvala založbi Družina. Hvala pa tudi vam za pozornost.